Jakob je v poletnih ritmih, dober večer želim. Dober večer. Ne, mislim, da še ni trenutek napočil za to. Počakala kakšno avgustovsko oddajo. Ko boš morda v kratkih hlačah in za nama bo palma in tako naprej. Tako, pa še kakšen venec unih rožic havajskih. Pa koktel boš naredila. Prav, evo. Ne morem tako na suh plesati, ne? Muske ne rabi pa koktel. Tako. Bomo si zapomnili. Jaz sem danes spet tukaj, da s tabo podelim nekaj vprašanj, ki so prišla na mail. Pred časom, ki sem imela oddajo o otroških imenih oziroma izbiru imen. In je prišlo na to temo še kar nekaj vprašanj, več povezanih z vzgojo tudi. Pa mogoče bo tudi malo spomnila, zakaj je sploh izbira imena tako pomembna pri otročku, da narediva en tak lep uvod. Tako. Se pravi, numerologija recimo tukaj lahko zelo pomaga pri usklajevanju rojstnega datuma in imena. Se pravi, mi ne moramo izbrati imena, s katerim bo otroček bogat, lep, srečen in tako naprej. Sem mislila, da boš kaj drugače povedala, kot prejšnjič. Ne, nažalost se numerologija vmes ni spremenila. Torej, pomaga se izogniti določenim neharmonijam, s tem lahko se izognemo s tem, da damo ali srednje ime, ali kakšno črkico premaknemo, ampak načeloma, tako kot so tudi v tej oddaji, kjer lahko poiščete na mojem YouTubeu, že povedala. Običajno je kar mama tista, ki ve, pa ima zelo dober občutek, pa jo je treba poslušati, ampak kakšne finese so pa fajn preveriti, ker ti ime je res tisto, ki determinira, kako se bo življenje do nas obnašalo, ne glede na to, da ga mi lahko spremenimo. Temu morda bi tudi mogoče eno oddajo posnela, kaj sploh pomeni sprememba imena. Ker si včasih mislimo, vse se jo lahko spremeni, ampak vedno upoštevamo ime in priimek, kot je bilo ob rojstvu. Torej, starši pazljivo. Res je. No pressure. To, da ga bojo zafrkavali ali pa jo zafrkavali v šoli, je še najmanjši problem. Res je. Tukaj bi samo en splošen napotek dala. Če je kratek priimek, se izogibati kratkim imenom, s tem običajno povzročimo veliko lekcij. Tako da daljše imene, daljše priimki ali pa kar več sploh krajših. ni v trendu v zadnje čase, so bolj to je res, kratka imena. kratka, eksotična, nenavadna imena so, zato pa podarjam. Če je prekratek priimek, mogoče vsaj 2 imena. Torej, vprašanja so bila bolj povezana z vzgojo. Okay. Kaj povezava izbira imena in vzgoje? Lahko že tukaj na začetku daš kakšno jasno usmeritev in navodila? Absolutno. Zdaj, v bistvu, jaz se ful rada pohecam, da naš ime, priimek in rojstni datum, pravzaprav numerologija nam daje neka navodila za uporabo. Sebe lažje razumemo, kar seveda logično pomeni, da tudi otročka lažje razumemo. Zdaj, vsem mamicam v bran, ko se otroček rodi, ko je v pleničkah, ne moremo vedeti, kakšno karmo ima, kakšno poslanstvo ima ta otrok, na kakšen način bo ta oseba čustvovala, kaj potrebuje. Veliko krat imamo mogoče lahko otročka, ki je zelo, nam se zdi živahen, živ, uporniški, ekstrovertiran, mogoče resnično potrebuje veliko svobode, morda ima pa 2 huda karmična dolga in je zaradi tega tak, pa pravzaprav potrebuje usmeritev. Tako da tukaj težko zdaj mi izberemo ime, s katerim bi zdaj zmanipulirali to energijo in imeli nekega srečnega, uspešnega otroka, ampak lahko pa razumemo, s katero energijo otroček pride na svet in temu prilagodimo ne samo našo vzgojo, ampak razumevanje bitja, ki ga imamo ob sebi. Pa lahko to kaj konkretiziraš, kako konkretno lahko pomagaš? Pomagaš lahko prvo kot to, kaj otrok potrebuje, na kakšen način bo čustvoval ta otrok, kaj mu daje občutek varnosti, kakšen način same komunikacije je tisti, ki je najbolj primeren, da se bo otroček nečesa naučil. Ljudje smo si različni in smo si različni od rojstva. So ljudje, ko srečamo nekoga pri 40, mogoče vemo, tukaj na silo ne bom nič dosegel. So ljudje, ki so zelo mirni, pa v njih vre. Se pravi, imamo 100 ljudi, 100 čudi. Pri otročkih je isto. Če mi vemo, kakšen otroček je z nami, ali potrebuje mogoče resnično trdne temelje, ali potrebuje veliko svobode, ali potrebuje veliko objemanja, veliko bližine, ali obratno, imamo introvertiranega otročka, ki pa mu potem ta objem ne pomeni isto kot nam. Pa je to seveda lahko za mamico zelo boleče, ampak če razume, da je pač osebnost tega bitja takšna, kot je, tega ne bo nase jemala. Lahko pa se zgodi, seveda, mi bi se crtlali, dete pa not so mače. Tako da ja, da se zelo konkretno pomagati razumeti odzive, predvsem pa to povezovanje, kaj je tisto, kar to bitjece rabi, da se počuti varno, da se sploh lahko nauči nekih stvari.
Pa če se mogoče vrnemo še malo k komunikaciji, te starši pokličejo za pomoč, recimo, imamo to situacijo z najstnikom doma ali pa že z majčkim večjim otrokom, ki ni jih v plenicah, ki se da že na nek način razumsko pogovarjati. Kako jo rešiti? Sploh bom rekel, kako menjaš najstnike. Zelo veliko je, numerologija pomaga tudi pri izbiri poklica, pri razumevanju naše življenjske poti. Tega je ogromno. A mi lahko pomagate, ne vem, hčerka se ne zna odločiti, izbira med 2-3 smermi, ne ve, katero smer točno vzeti. Tega je zelo veliko in tle numerologija lahko zelo pomaga najti mogoče tudi neko pot, ki jo sicer ne vidimo, ali pa nek scenarij, ki ga prej ne poznamo. Hvala, ker si odgovorila na vprašanje, ki se tega hotel postaviti. Prihitila sem, da. Da pa ti zdaj odgovorim na to, kar si vprašal. Hvala lepa. Ja, se dogaja tudi to, da so še težje situacije, v katerih morda, ko govorimo o najstništvu, seveda, je obdobje uporništva, je obdobje postavljanja meja. Bom rekel, tukaj predvsem velikokrat največkrat mamice pokličejo, kako naj mu dopovem? To je ono, kako naj mu dopovem? Veliko je, sploh v najstniški dobi, te komunikacije. Moram pa reči, v zadnjih letih se pa ta starostna meja tudi niža. Tako da včasih dobimo vprašanje, ali je kakšna starost premlada, odvisno za temo. Ampak načeloma numerologija, jaz mislim, da lahko pomaga tako staršem, kot tudi otrokom. Torej, dobiš nasvetovanja tudi otroke. To je tudi eno od vprašanj bilo na to temo. A lahko pripeljem pač svojega tinejdžerja oziroma najstnika? Bom rekla, da tukaj je bilo tudi par primerov, ko sta bili obe, mamica in hčerka. Pa spoštujem tiste mame, ki potem rečejo, ok, zdaj bom pa jaz šla, pa dajte vidve same. Včasih je res lažje z nekom. Jaz bom rekla, včasih gre samo za Google Translate. Včasih gre isto kot v odnosih med odraslimi, včasih res ne znamo samo slišati med sabo, pa včasih pa lažje, če je neka tretja oseba, ki je nepristranska. Tako da je tega, kar je. Tako da super, ja. Se mi zdi, da to je eno tako področje, ki ga sicer velikokrat spregledamo, zato me veselijo ta vprašanja. Kaj pa starostna meja, ki jo ti rekla si, da je glede na temo? Zdaj, odvisno kaj, ne? Jaz nisem psiholog, psihiater, seveda tukaj potem ne moramo zagovoriti o neki taki terapiji, ampak odvisno za temo, če govorimo načeloma najmlajši otrok do zdaj, ki je bil v primeri, pa da je bil sam, da se je mama potem kasneje umakala. Seveda je treba otročka na to primerno pripraviti, pa tako je bilo 6. Ampak odvisno zakaj. Se pravi, v najstniški dobi smo že malo bolj odrasli, tudi govorimo o nekih dokaj življenjskih vprašanjih, je pa zelo odvisno od teme. Tako da tukaj, če je dvom, najbolje, da se me kontaktira, pa pač če je neka taka področja, pa neka tako vprašanje, kjer ne morem pomagati, pač povem, da ne morem pomagati. Zanimivo. Pa ko recimo komuniciraš z najstniki, kdaj odprete tudi perspektivo, ne samo pač, ko pride starš, kako bo starš komuniciral z otrokom, ali z najstnikom odpreš recimo temo, da lažje razume svoje starše, zakaj njegovi starši takoj komunicirajo? Veliko je tudi te, ne bom rekla, generacijske razlike, ampak vseeno naši starši, ne glede na to, koliko smo mi stari, prihajajo iz nekega drugega časa, drugačnih vrednot, drugačne vzgoje, ki morda v tem prostoru tukaj in zdaj ne gre skupaj. In jaz mislim, da če govorimo kjerkoli, kadarkoli nazaj v življenju, bi otroci isto rekli, ne, je zahojen, je zastarel, je starinski, to ne velja več. Ne? In včasih je tudi to, da razložimo najstniku stališče starša, stališče varnosti, da ne gre za to, da ga hoče kontrolirati, ampak da gre za to, da mu želi ponuditi neko varnost. Pravi, če govorimo nek tipičen primer, seveda mi, ko smo 15 let stari, bi ga žurali do zjutraj. Starša seveda skrbi, kje mi smo. To razumevanje, da najstniku, da gre pravzaprav za to, da če pa karkoli narobe, te bo pa vedel, kje najdete. Ampak, se pravi, vsaka situacija je različna, ampak se vedno posvetimo tako enemu kot drugemu. Nikoli nisem to, zdaj pa starši so krivi. Starši se morajo spremeniti, vsak odnos je seveda 50-50. Seveda, pa se mi zdi, da ti nikoli ne deluješ iz principa, da je kdo je kriv, ampak pač gre za širjenje razumevanja na obeh straneh. Tako. Prej si omenila izbiro poklica. Koliko pač poklic je povezan s katerim številom najbolj izbira? Število življenjske poti.
Se pravi, to je seštevek našega rojstnega datuma in nam pomaga razumeti, v čemu smo mi dobri, brez da bi se trudili, ne? In kaj je tisto, kar naj bi najbolj prineslo rezultate najhitreje. Ker ponavadi je tako, to, v čemer smo dobri, redko se odločimo to študirati, ker smo temu dobri. No, to je bilo moje vprašanje. Jaz sem recimo isti primer. Tuji jeziki mi grejo ful dobro, ne vidim se kot prevajalka. Težko jih učim, ker mi je logično. Jaz sem tako, kot moj profesor iz gimnazije, pardon, če me gledate. On je bil fenomenalen matematik, njemu si dal ful zakompliciran račun, njemu je bilo tako le jasen, razložiti pa ni znal. Tako da veliko krat potem zanemarjamo ta neka področja ali pa ne najdemo, kako bi to, v čemer smo dobri, uporabljali tam, česar se želimo učiti. Kaj pa, ko naletiš recimo na problem, da si najstnik zelo močno želi nekega poklica in vse to, pa v resnici se vidi, da nima pravih danosti, pa tudi recimo ni nič delal, ko dostakrat pride ideja, ne, jaz bi bil pa to, brez kakršnekoli izkušnje naprej, zato ker je pač zdaj to se je pa zgodilo. To je pa zdaj in? To je pa zdaj in, ja. Takrat se ponavadi potrudimo najti neko srednjo pot med tem, kar si ta pač najstnik želi in je mogoče bolj kot nemotna muha, pa bo minila, pa med tem, kar bi ga lahko tja pripeljali. Smo rekli, da tukaj sicer gimnazija, ko se je tako zelo opevali, kako greš lahko potem na vsak faks, se v praksi ni izkazala tako čudovita, ampak recimo, so neke izbire, ki nam lahko vsaj v srednji poti odprejo veliko več možnosti kasneje za študij. Pa tudi tako bom rekla, jaz sem zagovornik tega, da nič ni zapisano v kamen. Saj se življenje ne konča pol pri 25, pa pri prvi diplomi. Poznam ljudi, ki so naredili en faks, pa še en faks, pa še en faks. Pa danes konec koncev, koliko stvari, recimo, več ne gremo po tej klasični poti do magisterija, ampak so določeni tečaji, izobraževanja in tako naprej, kjer se da pol to skomponirati, ukomponirati. Je pa tako, ko smo mi v nečemu, to se meni redno dogaja pri numerologiji, Jakob me skozi ušesa vleče, meni je vse logično, ljudje pa tako, kaj hočete s tem povedati? Pač, ko si v nečemu, mogoče ne vidiš možnosti, ki so pred tabo. Tako da včasih mogoče nekdo, ki pa zunaj pride, pa ki vidi neko celo sliko, kar nam tudi da numerologija, je število zrelosti, ki nam pove, kdo smo, ko bomo dozoreli. Se pravi, če smo tukaj zdaj najstniki, nas bo itak še zmetala puberteta in mogoče, ne vem, razočaranje v teh odnosih in tako naprej in tako naprej. Veliko stvari, ja. Tako, še cel life je pred nami, kot temu rečemo. Število zrelosti pa nam pove, kaj je tisto, kamor potem pridemo. Ko smo zreli, ko neke izzive že končamo, že predelamo, se pravi, meni je to dragocena informacija, kam usmeriti človeka oziroma najstnika, da mogoče si ne komplicira preveč tega procesa. Eno vprašanje je prišlo, ko sem celo malo razmišljal, ga sploh delim ali ne. Okay. Bilo je vprašanje, ali svetuješ tudi v kakšnih bolj kočljivih situacijah, družinskih, kot je recimo ločitev, pa so otroci pred zraven vpleteni, mogoče tudi lahko kateremu staršu iti živeti, si bila kdaj soočena s... So bile tudi take situacije, so kočljive situacije, sigurno, to bom še enkrat rekla, jaz nisem psihoterapeut. Je pa tukaj mogoče za otročka, sploh če govorimo o nekem najstniku, ki je že malo starejši, koncept ljubezni in partnerstva drugače dojema kot 5-letni otrok, mogoče dragocena informacija, kako čustvuje oče, pa kako čustvuje mama. Pa ne, da se zdaj preveč v to poglabljamo, ampak predvsem v to, da ni nič narobe, če greste narazen. In da tega ne jemlje na sebe in kako potem dejansko bolj kot ne se je delalo na odnosu, ki ga otroček potem gradi z očetom in potem z mamo. Kako boljše razumeti enega in drugega. Ker velikokrat, nažalost, vsi smo ljudje, se ujamemo v tisk kreg, enkrat eden nekaj reče čez drugega, drugič drug. Tako da, bom rekla, marsikatero težko zgodbo tudi jaz tako slišim, ne glede na to, da nisem terapeut za odnose. Če vidim, da lahko numerologija pomaga, če vidim, da govorimo pač o neki tročku ali pa 4 osebah, sigurno z veseljem, če pa vidim, da ne, se pa tudi umaknem. Tako da tukaj za vsako ceno jaz mislim, da moramo tudi mi, da temu rečemo strokovnjaki ali kakorkoli že poznati svoje meje, kje lahko pomagamo, pa kje ne. Tako, pa smo prišli do konca mojih vprašanj. Super. Ja, se mi zdi, vzgoja je en del, ki ga mogoče astrologija, numerologija in tarot načeloma na prvo žogo ne pomislimo, ko pomislimo na te. Seveda, zato ker smo pač zelo
zelo nas zase zanima, zelo egoistično pristopimo do teh ved. Ja. Nekaj se mi dogaja, da bom poiskal pomoč. Ti to zdaj popravi. Ja. Tudi tako, recimo. Moram reči, na začetku moje poti je bilo zelo veliko tega, ko se je to zamenjevalo s šloganjem, bolj kot ne, kaj bo, pa potem to zdaj popravi. Kjer ime zdaj jaz rabim, da to ne bo tako. Čarovnica še nisi čist. Še čist, ja. Sta metla mi malo nagaja, vsake tako. Jakob, najlepše hvala še enkrat za tvojo družbo. Z veseljem. Pridno pošiljate vprašanja lsaf@lili-sorom.com, da bo Jakob večkrat z nami, ker ste slišali, slednjič bo pejal, plesal, samo en koktajl mu damo in to je to. Me že malo skrbi. Ja, zdaj pa še na daljši dopust. Tako. Nabirati tiste na Havaje. Tako. Jakob, hvala ti. Mi bomo pa zdaj pogledali, kaj nam prinaša teden pred nami. Število življenjske poti smo že omenjali, kar hitro ga dajte sešteti, torej svoj rojstni datum do ene same cifre. Smo pa v tednu, ki bo v ospredje postavljalo ravno energijo otroštva, notranjega otroka, naših želja kot otroki. Se pravi, kaj je bilo tisto, kar so bile vaše otroške sanje? Kaj je tisto, kar bi vi dojemali kot svoj dar, kot svoj talent, kot tisto nekaj prav posebnega, kar vas determinira? Življenje vas bo ravno tu malo pocukalo za rokav. To ne pomeni, da se bo zgodilo nekaj slabega, to preprosto pomeni, da vas bo morda opozorilo na določene stvari, ki ste si jih želeli kot otroček, določene stvari, kateri ste sanjali, tudi kot odrasel, in kako boste to dosegli. Torej, domišljija je tista, ki je prvi korak, in domišljija bo delala na polno, sploh julija. Je domišljija bila tista, kjer nam je tudi ponagajala, ko smo morda prehitro, premočno, preveč navihano ali pa preveč razdraženo odreagirali. Torej, pred nami je čas, v katerem je prav, da vprašate tistega majhnega, prestrašenega otročka v sebi, ali se počuti dobro. Veliko govorimo o notranjem otroku, veliko govorimo o negovanju notranjega otroka, ne vem pa, koliko resnično dovolimo temu otročku biti preplašen, biti tudi jezen, biti razočaran. Če se vrnemo na odnos starši in otrok. Jaz mislim, da noben starš nalašč ne škoduje otroku. Jaz mislim, da vsak starš meni, da dela prav. Seveda vsi kdaj menimo, da delamo prav, pa naredimo slabo. Tudi starši niso nobena razlika. Ne moji, ne vaši, nobeni. Vsi starši so ga kdaj pobiksali. Tudi mi kot starši ga pobiksamo. To je pač del življenja. In tako kot pravimo, da včasih rabimo kakšno čezerit, včasih rabimo tudi kakšno razočaranje, rabimo tisto grenko, kislo, slabo, da bi znali spoštovati dobro. Če se to prevedemo v tale teden, lahko bi se zgodilo kaj na videz slabega, zato, da bi znali prepoznati tisto, kar je dobro. Torej, če vas nekdo razočara, če vam nekaj ne gre točno tako, kot ste si vi zamislili, da mora iti, ne obupati, ne biti slabe volje, ampak verjeti, da je za nekaj dobro in poiskati tisto, kar je dobro v tej situaciji, v tistem odnosu, navadi, občutku, doživljanju, ki vas moti. Sigurno je nekaj dobrega, tudi če vam pove samo, kaj je tisto, česar si ne želite. No, zdaj pa naredimo še pregled od 1 do 9, število življenjske poti 1. Ne z glavo skozi zid. Včasih vam to uspe, velikokrat pravzaprav, ampak namen tega tedna ni rekonstrukcija obzidja okoli vas, ampak razumevanje, zakaj je tam. Če se nekaj komplicira, če nekaj ne gre, ne riniti, ne siliti. Morda tu, če si zdaj predstavljamo ta zid, tle je zid, morda če se samo malo ozrete naokoli, so vrata ali pa vsaj okno. Torej, če nekaj ne gre spustiti, ukvarjati se z nečim drugim, počakati. Velika verjetnost je, da vam bo življenje postreglo točno s tem, česar se želite, če boste le spustili. Ker je za vas včasih kar malo izziva. Število življenjske poti 2. No, za vas velja obratno. Ne se prilagajati, ne čakati, ne odlašati. Kaj je tisto, česar si želite zdaj? Kaj je tisto? Drugače vas bom vprašala. Naredite pregled vseh obžalovanj v življenju. Zakaj vse ste obžalovali, da niste storili? Zakaj vse vam je bilo žal, da niste poskusili? Za katero vse priložnosti bi rekli, da ste jih spustili z rok? In zagotavljam vam,
da je veliko priložnosti, možnosti, kako točno to, česar si želite, ne glede na okolico, izpolniti, če si le date to možnost, če le odprete oči in jo poiščete. Tisočinera pot je pred vami, jaz verjamem, da tisto ta pravo boste našli lažje, ko se boste nehali ukvarjati s tem, kaj bodo drugi rekli, kako se bodo drugi počutili, koga bi lahko s tem prizadeli, kajti, drage moji, ko rečete sebi ne, ko želite reči ja, prizadenete sebe, morda je pa drugi osebi roko na srce. Celo vseeno, tudi to se včasih zgodi. Število življenjske poti 3. Pred vami je teden, v katerem bi bili lahko bolj igrivi, bolj polni energije, polni zagona, polni idej. Te ideje pa so seveda lahko pozitivne ali pa negativne. Za vas je seveda pomembno, da ohranjate pozitiven pogled na svet, kot vedno. V tem času pa bi se vam lahko te želje izpolnile na 1, 2, 3. Torej, nobenega dvoma, nobenih občutkov krivde ni potrebno. Včasih smo v obdobju, ko se nam stvari posrečijo, včasih smo v obdobju, ko se nam ne. Te energije se letos zelo izmenjavajo, zato je lahko tudi pri samih vas občutek nihanja, negotovosti, sploh zdaj, ko gremo v mesec avgust, bo več potrebe po tem, da bi imeli potrditev, da boste vedeli, da se bo nekaj dobro izteklo, sicer se tega ne boste lotili. Pravzaprav, počasih rabimo izkušnje, tudi če se ne steče dobro. Torej, ne sami sebe oropati in prikrajšati te izkušnje. Okay? Število življenjske poti 4. Pred vami je čas, v katerem si boste po eni strani želeli počasnega in zagotovega premika naprej, korakov, neke strukture, nekega plana. Ful bi bili zadovoljni, če bi nekdo prišel in bi vam dal takole navodila za uporabo oziroma kar navodila, kako se česa lotiti, in potem boste samo še downloadnili in bodo stvari tako, kot si jih vi želite. V življenju velikokrat stvari ne delujejo tako in tudi tokrat ne. Vsi ti zapleti, vse tisto, kar morda na prvo žogo se zdi zelo zakomplicirano, nemogoče, nenavadno, ne za vas, pa je pravzaprav tam zato, da vi poiščete drugačne poti. Smo v letu eksotike vendarle, torej ne glede na to, da ste bitje tradicije, da imate radi ustaljene poti, varne poti, dajte pa kukati ven iz vaše cone udobja in korajžno zakorakati tudi nekakšno malo bolj tvegano pot. Število življenjske poti 5. No, vi radi zakorakate nekakšno malo bolj tvegano pot, radi pokukate ven iz poznanega. Tokrat bo to, ne bom rekla nevarno, bo pa intenzivno. Za vas v tem tednu je pomembno, da razlikujete med tem, da je nekaj intenzivno, torej močno, lahko da boste ful veseli, lahko boste ful žalostni, lahko bo pa vse skupaj samo tako brez veze. Vse to je življenje. Ni treba, da se v življenju vedno nekaj ful dogaja, ni treba, da je življenje vedno polno žurk, ni treba, da je vedno polno dogajanj, nihanj, sprememb. Včasih se je potrebno samo ustaviti in spočiti. Torej, če boste vi tisti, ki provocira spremembe na, bom rekla, neprimeren način, se zna zgodi, da jih boste dobili malo po prstih. Torej, tudi če vam je malo dolg čas, to ni konec sveta, počakajte, bo minilo. Obljubam. Število življenjske poti 6. Pred vami je obdobje, ko je prav, da poskrbite za tistega otročka v sebi, ki je bil kadarkoli za karkoli prikrajšan, kajti posledično ste velikokrat vi sami sebe prikrajšali za vašo ljubezen do sebe. Velikokrat zato, ker ste dobro želeli drugim, velikokrat zato, ker ste druge ljubili bolj kot sebe, ste bili do sebe mačehovski. V tem tednu bi se lahko občutki razočaranja, opeharjenosti, morda tudi zdaj, tudi izgube pojavili. To ne pomeni, da se nujno bodo. Če je v vas še delček, ki potrebuje zdravljenje, se bodo ti občutki porodili. Če ga ni več, potem je pred vami lep teden, v katerem je prav, da naredite nekaj prav posebnega, igrivega, morda celo otročjega sami za sebe. Pa naj gre za odpičen sladoled, ali pa za lunapark, ali pa za nekaj, kar sicer vi dojemate kot otročje. Število življenjske poti 7. Pred vami je teden, v katerem bi lahko si vzeli počitnice, pa nehali analizirati, ampak bi si vzeli čas zase na način, da je vse cool, tako kot je. Ste pač tip človeka, ki rad analizira, rad razmišlja, rad tuhta, rad raziskuje in tako naprej, s čimer ni nič narobe, ampak včasih se tako zelo ujamete v ta miselni proces, da zgubite spontanost trenutka, da zgubite eksotiko trenutka.
In v tem tednu bi bilo to škoda. Privoščite si malo več počitnic, čofotanja, malo več igrivosti, malo več domišljije, malo več, bom rekla, razbremenjenosti vsakodnevnih obvez. Torej, ne biti prestrogi do sebe, ne prehitro stvari od sebe pričakovati, tudi sicer je to vodilo za vas, kajti ste malo nagnjeni k perfekcionizmu, kar je sicer super, dokler je motivacija, ampak v tem tednu, dajmo reči, od zdaj naprej ste na počitnicah in si dovolite stvari delati recimo na 70%. Število življenjske poti 8. Pred vami je teden, v katerem bi se lahko utrnile zelo, zelo dobre ideje, ki se lahko, ali pa ne, uresničijo. Odvisno je od vas, saj veste. Če vi verjamete vase, ker verjamem, da to še ni dovolj. Verjeti morate, da tudi to, česar si vi želite, je za vas možno. Velikokrat se tu ujamemo. Vemo, da je nekaj možno, vemo, da smo mi sposobni, to dvoje ne združimo. Torej, tako zgoraj, tako spodaj v tem tednu bo izziv. Ali verjamete, da ne samo, da ste to sposobni doseči, da je to tudi dobro za vas, dosegljivo za vas in da vas to čaka. Vlagajte v zaupanje, v vse to izpolnjeno. Torej, ne si želeti, ampak pričakovati. In še število življenjske poti 9, pred vami je čas, v katerem bi se znali povrniti dobre stvari, ki ste jih delali. Torej, drage devetke, vedno znova ponavljamo, kako zelo se devetke učite zajeti nazaj zase. Zdaj je vaš čas, sprejmite dobro. Pomembno pa je, da postavite mejo tistemu, kar vi ne dojemate kot dobro. Ne vaši starši, ne vaša okolica, ne neka družbena merila, ampak vi. Kaj je tisto, kar vi dojemate kot dobro, kaj je tisto, kar vi dojemate kot srečo in v tem uživajte. Svet boste reševali naprej naslednji teden. A je prav? Zdaj pa je čas za vaše lastne počitnice, razbremenitev, počitek, igro. Bodite kot otroček, ki se igra na morju v pesku. Tole je bil pregled od 1 do 9. Pred nami je teden, ki nas bo vse na takšen ali drugačen način spraševal, kaj je tisto, kar tebe veseli. Velikokrat se odločamo za študij na podlagi tega, v čemu smo dobri, na podlagi tega, česa se veselimo, kaj je tisto, kar nas zanima, kaj je tisto, kar bi radi delali. Včasih se življenje spremeni, velikokrat se spremenimo mi, napredek gre naprej. Torej, moje vprašanje vam je, kaj od tega trenutka, ko se zjutraj zbudite in do trenutka, ko zvečer zaspite, vas veseli? Kaj od tega, kar vi počnete tekom dneva, je radostnega za vas? Kaj je igrivega? Vsi vemo, da je treba posodo pomiti, zobe si je treba umiti, pospraviti je treba za sabo, šolo, v službo je treba iti, vsi imamo svoje.